Lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem Evropskem akademskem forumu, ki poteka v okviru Jean Monnet katedre na naši novi univerzi. Nekako vsak mesec mi opravimo eno takšno Zoom debato na temo različnih tematik z vidika Evropske unije in današnja je namenjena nekako širitvi Evropske unije, predvsem regiji Zahodnega Balkana in neki perspektivi te regije v okviru Evropske unije. Imamo zelo čudovite, eminentne goste, zelo smo počaščeni in veseli, da se nam je za nek uvodni pozdrav tudi na začetku pridružil nekdanji predsednik, gospod Borut Pahor, ki deluje zdaj tudi v okviru svojega zavoda Prijateljev Zahodnega Balkana in zelo smo počaščeni, da bo pač namenil nekaj uvodnih besed tudi v tem kontekstu. Nato pa bo sledila razprava z kolegom iz zunanjega ministrstva, koordinatorjem za Zahodni Balkan, kolegom Petrom Grkom in pa kolegico Petro Balažič iz Centra za evropsko prihodnost, ki je tudi sama se veliko ukvarjala v regiji z mladimi na tem področju. Tako da ne bom predolg, nekako 1 uro imamo vse skupaj namenjeno in bi kot uvodno povedano nekako besedo kar predal našemu uvodničarju, torej gospodu Pahorju za nek uvodni keynote. Izvolite, gospod predsednik, beseda vaša. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem. Rad bi samo v nekaj minutah opisal moje razumevanje procesov, ki smo jim priča, zlasti širitvenega procesa Evropske unije na Zahodni Balkan. V tem smislu bi takoj želel povedati, da imam zelo ločeno mnenje, neko nekonsistentno mnenje, oceno o tem širitvenem procesu. Mešajo se dobri občutki s slabimi. Dobro je, da je Zahodni Balkan zdaj zlasti po vojni v Ukrajini oziroma ruski agresiji v Ukrajini znova bistveno bolj na agendi Evropske unije. Zdi se mi, da tudi bolj iskreno, avtentično, kot je bil prej. Zdi se mi dobro, da Evropa razume, da gre za geopolitično vprašanje. To me navdaja z upanjem, da bo morda temu prilagodila tudi sama pristopna pogajanja, da jih bo videla manj tehnično in bolj politično. Brez tega se mi zdi tudi ne more biti uspešno sklenjena. Tisto, kar me pa na nek način skrbi in je pravzaprav samo druga stran istega kovanca, da se je v ta širitveni proces zdaj na nek način dobila tako rekoč skoraj enako mesto, pa bo mogoče Peter drugače ocenil to, Ukrajina, pa tudi Moldavija, ampak zdi se mi za Zahodni Balkan je zlasti pomembna Ukrajina. Ukrajina je prišla zelo hitro, tako rekoč nepričakovano, če verjetno ne bi bilo vojne v Ukrajini, tudi ne bi bila v tem kontekstu širitvenega procesa. Vprašanje je, kako bi sicer izgledal, ker ta vojna bistveno vpliva na razumevanje Evropske unije glede širitve in jo razume, kot rečeno, geopolitično. No, ampak zdaj ta vojna v Ukrajini, bi kdo rekel, je neka prednost za Zahodni Balkan, ker je vse skupaj to naredilo veliko bolj, kako bi rekel, veliko bolj zanimivo, če smem uporabiti ta neposrečen izraz, za Evropsko unijo. Vendar imam glede tega, kot rečeno, neko ločeno mnenje, namreč prevzemajo me občutki, da bo to na nek način tudi breme širitve. Hkrati je priložnost, ampak tudi breme. Če ta proces v Ukrajini ne bo šel hitro, ne vem, to je vprašanje, mogoče bo Peter znal to bolje odgovoriti, utegne biti pravzaprav Zahodni Balkan talec počasnosti procesa v Ukrajini. Ne vem, ali si Evropska unija, glede na to, da je zdaj dala tako pozornost v Ukrajini, lahko politično, geopolitično, če želite, privošči, da bi spustila recimo v nekem razumnem času Balkan naprej, Ukrajino pa pustila odzadaj, ali pa bi vsaj tako to izgledalo. Govorim zelo odkrito, odprto, brez dlake na jeziku, tudi brez potrebne politične korektnosti. Smo v akademskem svetu in se mi zdi, da si to celo moramo privoščiti. To vprašanje me seveda bega in naj sklenem ta uvodni govor. Zdi se mi zelo pomembno, da Evropska unija svojo širitveno politiko na Zahodni Balkan dopolni v tem smislu, da vidi regijo kot celoto. Zdi se mi, da te celote zdaj pred sabo nima, seveda da se reči, da jo ima, ampak jaz bi ocenil, da je vendarle nima, da vidi države v regiji torej posebej, ločeno.
To se mi zdi precej delikatna odločitev, tako pogajalsko kot politično. Predvsem pa, in s tem sklenem, se mi zdi, da je vse odvisno od, kako bodo tekla pogajanja med Srbijo in Evropsko unijo, kajti Srbija je tukaj ključen element širitvenega procesa. Če bi Srbija šla počasi na rusko stran, potem to menja celo geopolitiko v regiji in regije v Evropski uniji. Mislim, pa me prav zanima potem v razpravi, kaj mislijo drugi ugledni gostje. Mislim, da je to izredno težek zalogaj za Evropsko unijo. Srbija ni zdaj idealen primer države, ki spoštuje demokratične vrednote, ki spoštuje pravni red in tako naprej. Vsi poznamo njene probleme, ampak po drugi strani pa si seveda zaradi tega nočemo, da bi jo zanemarili in da bi potem še bolj zdrsnila v objem Rusije, kamor itak po mojem mnenju drsi, bolj kot je prej. To je neka kvadratura kroga, ki jo mora politično Bruselj dobro razčistiti. Mislim pa, da je bilo dobro, da jo intelektualno pa politično razčisti tudi slovenska politika. In tukaj imam jaz več vprašanj kot odgovorov in Peter je seveda sijajen sogovornik za nas, da bo pojasnil, kako on vidi te stvari. Bi pa rad povedal, da so tukaj neka tveganja tudi za nas, če želimo biti malček avangardni glede širitvene politike Evropske unije na Zahodni Balkan. Neko odločitev bo treba sprejeti. Jaz preprosto predlagam, da Evropsko unijo napotimo na to, da vidi regijo kot celoto, da se trudi za vstop Srbije v Evropsko unijo, ne da deluje ravnodušno in prepušča samo Srbiji to odločitev. In še enkrat bom na koncu rekel, mislim, da bi bilo treba prijeti Michela, predsednika Evropskega sveta, za besedo. Na Blejskem forumu je rekel 2030, to se mi zdi realna opcija časovno, predlagati Evropski uniji, da se takrat pripravi na to širitveno politiko na Zahodni Balkan in reči, 2030 bomo pripravljeni sprejeti vse, tisti, ki bo hotel iti z nami, bo imel to možnost. To bo seveda zelo delikatna odločitev za Srbijo, kako se bo odločila, jaz si ne znam napovedati, kaj bo storila. Upal sem dolgo, zdaj ne več tako zelo iskreno, da se bo odločila za Evropsko unijo. Prav mogoče je, da zaradi cele vrste okoliščin, ki jih dobro poznamo, mogoče take odločitve ne bo sprejela. To bi imelo absolutno devastantne posledice za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu. Toliko z moje strani, vsem zelo lep pozdrav in sjajno debato želim. Ja, hvala lepa, najlepša hvala za tale uvodni pozdrav, tudi številne tematike, ki ste jih odprli. Morda samo za začetek, ker vem, da se vam potem nudi naprej, mogoče samo eno pot vprašanje, torej ta 2030 nekako, ta Blejska zaveza. Kot rečeno, smo v nekem akademskem okolju, tukaj lahko malo tako tudi bolj, bi rekel, debatiramo. Koliko bi vi dali to, da je to res neka realna ocena, da se to do takrat zgodi? Vsemo smo leta 2024, torej do tja 6 let. Najprej, mi se moramo delati, da je to realno. Drugič, realno tudi postaja, s tem, ko tako pomemben in protokolarno in politično pomemben politik Evropske unije to reče javno in na takem sestanku, to tudi sicer dobiva neke realne obrise. Tako da ne rečem, da se bo to zgodilo, ampak mi se pa lahko absolutno upravičeno to sklicujemo. Najlepša hvala za tale vaš uvodnik. Mislim, da je bilo odprtih ogromno čudovitih tem, ki jih lahko zdaj malo nadrobneje podelamo še naprej, tako da ne bi pretirano zavlačeval, bi besedo mogoče kar predal Petru. Torej, Peter, zaveza, ki je bila letos na Blejskem forumu podana, ampak pravzaprav oba veva, da sva velikokrat bila na Blejskih forumih, dolga leta, velikokrat smo neke obljube, podobne razprave, morda ne točno zaveze, ampak bile so podobne obljube. Torej, kako pa ti to vidiš? Ti spremljaš ta bi rekel, to močje in razvoj Balkana že vrsto let na MZZ, pa tudi preko Blejskega foruma kot generalni sekretar. Kako pa ti vidiš? Ja, hvala. Hvala, Gorazd. Pozdravljeni vsi. Zdaj jaz mislim, da je predsednik Pahor dal eno odlično diagnozo stanja v širitvenem procesu, ampak vse to je bilo tako v bistvu od Solunske zaveze naprej, se pojavlja ogromno
vprašanj, ki zahtevajo od Evropske unije določene odločitve. Evropska unija je v preteklosti, pa tukaj ne govorimo samo o Zahodnem Balkanu, ampak na splošno, je sui generis tvorba, ki je vedno delovala reaktivno. Se pravi, mi smo se vedno odzivali na dogodke, na spremembe v globalni geopolitični situaciji. Nikoli nismo bili tisti, ki bi takšne situacije predvidevali. Nikoli nismo bili tisti, ki smo imeli neko aktivno politiko do vprašanj, ki zahtevajo v bistvu prihodnost ne samo evropskega kontinenta kot takega, ampak globalne skupnosti v celoti. In to se je videlo, oziroma takšna politika, odraz takšne politike je seveda tudi sedaj širitveni proces. Mi smo spet na rusko agresijo na Ukrajino, smo spet reagirali. 20 let smo peljali politiko širitve, ki ni bila, kot je rekel predsednik Pahor, ni bila geopolitična, ni bila politična, ampak je bil nek tehničen proces, katerega bi jaz opisal bolj kot status quo. Za Evropsko unijo oziroma za države Evropske unije je bilo vzdrževanje stabilnosti oziroma statusa quo na Zahodnem Balkanu ključna zadeva. Malo manj ključna oziroma jaz bi rekel obrobnega pomena je bila pa transformacija družbe oziroma držav Zahodnega Balkana v smislu pravne države, v smislu demokracije, človekovih pravic in tako dalje in tako dalje. In v tem kontekstu smo prišli v situacijo, kjer v 20 letih Evropska unija ne samo, da ni te države približala Evropske unije, ampak na določenih področjih so te države se začele ozirati tudi na neke druge igralce, ki pa ni nujno, da imajo iste interese kot mi v regiji. Zdaj situacija, kot sem rekel, z ukrajinsko vojno se je do dobra spremenila. Po eni strani, ja, se strinjam, je pozitivno, ker v bistvu spet Evropska unija je bila postavljena pred odločitev in mislim, da prvič v zgodovini širitvenega procesa je bila sprejeta odločitev, da dejansko, vkolikor želimo kot evropski kontinent v prihodnje igrati neko ustrezno vlogo v globalni skupnosti, potem je treba ta kontinent konsolidirati. Jaz mislim, da je to prvič v 20 letih od Solunske zaveze, ko je bila ta odločitev sprejeta za vseh držav Evropske unije, tudi od tistih, ki so bile v preteklosti rezervirane oziroma ki so gledali na širitev kot na nek proces ohranjanja stabilnosti in ne nujno proces, ki bo na koncu to širitev dejansko prinesel. Se pravi, jaz mislim, da ena stvar, ki je pomembna v tem trenutku, je, da strateška odločitev o konsolidaciji Evropskega parlamenta je bila sprejeta. In sprejeta je bila strani vseh 27 članic in to je pomembno. Tudi so strani Nizozemske in pa recimo Francije. Po drugi strani je res, da je bila ta odločitev sprejeta zaradi Ukrajine, zaradi tega, kar se dogaja v Ukrajini. In spet obstaja občutek, da je Zahodni Balkan samo, ko bi se temu rekli, byprodukt, kolateralna, v tem primeru pozitivna škoda določenih geopolitičnih premikov na Evropskem parlamentu, mislim na Evropskem kontinentu in ne nujno odločitev, ki bi bila sprejeta v vsakem primeru. To jaz mislim, da prebivalci oziroma državljani oziroma tudi politične elite na Zahodnem Balkanu čutijo, posebej po zadnjem Evropskem svetu, ko so bile sprejete določene odločitve glede širitve, predvsem z
začetkom pogajanj za Ukrajino in pa Moldavijo. Jaz mislim, da vsaj z ljudmi, ki sem se jaz pogovarjal v regiji, to pušča en slab priokus. To pušča en slab priokus, ker pravijo, da mi smo 20 let v procesu, ta proces je prišel v eno nezavidljivo situacijo, medtem ko recimo Moldavija pa Ukrajina zaradi pač spremenjenih geopolitičnih stvari so v 2 letih naredile več kot nekatere države na Balkanu v 20. Mislim, kar se tiče korakov. Pravijo pa, da ne, kar se tiče tudi praktične oziroma realne in dejanske izvedbe reformnih procesov, ki so potrebni za približevanje Evropske unije. Slovenija je ta kontekst, katerega sem orisal, oziroma ki ga je tudi bivši predsednik orisal, izkoristila za to, da je poskušala prepričati svoje partnerje v Evropski uniji, da bi bila velika napaka, vkolikor bi se posvetili samo vzhodu Evrope in zanemarili težnje oziroma želje držav Zahodnega Balkana. Tukaj smo izpostavili predvsem Bosno in Hercegovino. Mislim, da je bila to ena šolska akcija, kaj lahko majhna država naredi v mednarodni skupnosti, če deluje enotno, če deluje aktivno in če deluje, jaz bom kar rekel, pametno. Mi glede Zahodnega Balkana imamo znanje in potem, ko to znanje pretočimo v eno enotno aktivnost, in tukaj mislim na aktivnost predsednika, takrat je bil še predsednik Pahor, spomnim se, bila smo skupaj v Skopju, ko je napisal pismo predsedniku Mišelu glede Bosne in Hercegovine in nujnosti, da se tej državi podeli kandidatski status. Predsednika vlade Goloba, ki je prav tako pisal pisma, govoril z svojimi kolegi v Evropskem svetu in pa zunanjega ministrstva. In mislim, da je ta akcija pokazala, da lahko tudi država kot je Slovenija, ki je malo večja kot München, igra pomembno vlogo in to je tudi nek kažipot, kaj lahko Slovenija kot država naredi v kontekstu našega predsedovanja Varnostnem svetu. Zdaj, da se vrnem na hitro še na par iztočnic, ki jih je podal predsednik. Jaz mislim, da situacija v tem trenutku je takšna. Potrebno, mislim, da imajo obe strani precej jasne naloge, ki jih morajo narediti, vkolikor želita, da se širitev leta 2030 dejansko zgodi. Na strani Evropske unije, in tukaj v bistvu tudi predsednik ima precej izdelana mnenja, ki so meni precej blizu. Evropska unija se mora reformirati. Širitve ne bo, vkolikor ne bo prišlo do reforme Evropske unije, ki bo sposobna v globalni skupnosti delovati v primeru, da bo štela 36 oziroma 38 držav. To v tem trenutku še ni možno. Proces razmišljanja oziroma reform, ki so potrebne, se je začel. Tukaj je aktivna tudi Slovenija. Zadnji tak primer, ki jaz mislim, da je bilo smiselno, da ga tudi vsi slušatelji tega akademskega foruma preberejo, je nemško-francoski papir, ki je bil narejen pod patronažo v bistvu nemškega pa francoskega zunanjega ministrstva o prihodnosti Evrope, kjer je nepar idej, ki ni nujno, da se bodo zgodile, so pa zanimive predvsem zaradi tega, ker prihajajo pač iz 2 držav, ki so nekakšna lokomotiva, če povzamem, ker je bivši predsednik govoril v preteklosti, ki so nekakšna lokomotiva Evropske unije.
In tukaj govorimo o reformah, ki se dotikajo procesa odločanja v Evropski uniji, predvsem na področju zunanjih zadev, se pravi večinsko odločanje. Tukaj se mi zdi, da so države doumele, da mi ne moramo priti več v situacijo, ko lahko ena država zaustavi širitev, kot je bil to primer Bolgarije in pa Severne Makedonije. Po drugi strani je pa tudi res, da obstaja želja, tukaj so v bistvu različne želje pri državah Evropske unije, kakšno stopnjo nadaljne integracije si želijo. So države, ki hočejo večjo integracijo, so države, ki so zadovoljne statusom quo, so države, ki bi more biti rade manj integracije, kot jo imamo zdaj. In kako to kvadraturo kroga izpeljati, s tem, da se ohrani bistvo Evropske unije in hkrati, da se Evropska unija pripravi za širitev, je ključno vprašanje. 6 let ni dolga doba, tudi za take, bi rekel, daljnosežne reforme, tako da Slovenija je na tistih držav, ki vztraja, da se moramo o teh zadevah začeti pogovarjati čim prej. Ne bo pa lahko. Tukaj govorimo o vprašanjih, kot je prenos suverenosti, kot je večinsko odločanje, kar pomeni, da v bistvu določene države, tudi Slovenija, ki je majhna država, bo imela manj suverenosti pri določenih odločitvah, kot jih imela do zdaj. Govorimo o številu komisarjev, govorimo o skupni politiki na področju ne vem, tudi takih vprašanj, kot je zdravstvo, kot je kultura, kot je azilna politika, kot je migracijska politika in tako dalje in tako dalje. Tako da to so težka vprašanja, tako da, kot pravim, mislim, da ta papir, non-paper, ki je bil pripravljen, je nek znak, kaj razmišljajo v določenih krogih v Franciji in Nemčiji. Po drugi strani pa ima tudi države Zahodnega Balkana svojo nalogo. Jaz mislim, da zdaj prvič smo v situaciji, in tukaj me tudi zanima mnenje bivšega predsednika, ko ta izgovor, da mi ne delamo reforme zaradi tega, ker nas Evropska unija noče, da tega izgovora ni več. Prvič v 20 letih politične elite na Zahodnem Balkanu tega enostavno svojim ljudem ne morejo več prodati. Glede na to, kakšne so bile odločitve v zadnjih letu ali pa 2 letih storjene, od kandidatskega statusa Bosne in Hercegovine, začetka pogajanj Severne Makedonije in Albanije in tako dalje in tako dalje. Tako da vizne liberalizacije za Kosovo ne smemo pozabiti. Tako da jaz mislim, da ta izgovor njega ni več. Zdaj, vprašanje je, in to se strinjam, koliko si te politične elite dejansko želijo hitro v Evropsko unijo in kaj to za njih pomeni. Zdaj bom čisto odkrit bom. Za določene politične elite, ukolikor sprejmejo reforme, ki so potrebne za to, da te države vstopijo v Evropsko unijo, teh političnih elit ne bo več. Se pravi, da v bistvu dejansko delajo proti sebi. Vsaj v nekaterih državah. In politične elite navadno tega niso nikoli znali, oziroma dolgoročni razmisleki o stabilnosti in prihodnosti držav ni nikoli v politiki bil dejansko dolgoročen. Tako da, ja, kaj lahko tukaj mi naredimo? A jih podpiramo? A se aktivno zavzemamo za to, da te reforme naredijo? In kakšna je cena? Kaj to pomeni? Kaj to pomeni, da mi aktivno te države oziroma te politične elite podpiramo zato, da reforme, ki so potrebne, predvsem na področju vladavine prava, dejansko naredijo. Ker zdaj je situacija jasna. Tudi nova metodologija je sprejeta. Vse države bodo šle naprej v evropskem približevalnem procesu oziroma širitvenem, vkolikor bodo naslovile vprašanje vladavine prava. Se pravi,
vprašanje 23-24. Vkolikor tega ne bodo naredili, ne bodo še naprej. In to jim jaz jasno tudi povem. Vkolikor tega ne boste naredili, ne bo približevanja, kar se tiče strukturnih skladov, ne bo več denarja iz raznih instrumentov in mehanizmov Evropske unije, bodo tudi ostale reforme na področju ekonomije, infrastrukture začele zaostajati. Tako da jaz mislim, da ključna zadeva, ki je bila sicer stalno ključna, ampak zdaj je pa strateško pomembna, so pa reforme na področju vladavine prava. Seveda, tukaj se postavlja vprašanje, ki ga je postavil tudi predsednik, kaj to pomeni za določene države. Predvsem tukaj govorimo o Srbiji, ki je v dobrem in v slabem nek garant stabilnosti celotne regije. Zdaj, da čisto praktično odgovorim, kaj si jaz mislim. Jaz mislim, da do leta 2030, vkolikor bo Evropska unija izvedla potrebne reforme, nekatere države, regije bodo pripravljene za vstop. Ne pa vse. Nekatere pa bodo, oziroma nekatere imajo to možnost. Med njimi je, jaz mislim, da tudi Srbija. Vprašanje pa je, in tukaj se mi v vseh državah edino postavlja vprašanje, ali si Srbija sploh to želi. Hvala. Hvala lepa, Peter, tudi za te tvoje iztočnice. Veliko si dodal še na razmišljanje bivšega predsednika, tako da vidim, da veliko stvari prihaja noter v debato in jaz ne bom pretirano časa jemal. Torej, z nami je tudi kolegica Petra Balažič, ki prihaja iz Centra za evropsko prihodnost, CEP. Kot mu rečemo, je tista inštitucija pri nas po eni strani think tank, ki soorganizira Blejski strateški forum, torej vsakoletno debato, kjer je pač tudi Zahodni Balkan vedno ena izmed najbolj pomembnih tematik. Prav tako pa ne samo to, no, kot smo velikokrat rekli, CEP je tudi tista inštitucija, pravzaprav, ki v regiji sami izvaja številne projekte razvojne pomoči, pa tudi različne druge. Tako da je ena izmed redkih inštitucij, ki ima vpogled dejansko na sami, bi rekel, destinaciji on the field, kot rečemo, ne. Torej, kakšen bi pa bil recimo pogled iz inštitucije, ki tam v regiji deluje, tudi vi sama imate nekaj izkušnje še prej iz delovanja v regiji, kako pa vi morda iz svojega pogleda vidite to zadevo, glede Balkana? Izvolite. Najlepša hvala za besedo in za vabilo in pozdrav vsem udeležencem. V bistvu se sprašujem, od kod naj začnem. Zelo veliko je odprtih vprašanj, na vsako od njih bi ponudila en odgovor, ki je pa v vsakem primeru zelo kompleksen. Bom pa probala skrajšati zgodbo in poenostaviti nekaj, česar se mogoče ne bi smeli poenostavljati. Prvo, govorili smo o odnosu Evropske unije do Zahodnega Balkana. Moje videnje tudi na podlagi 5 let delovanja v regiji, torej pred CEP-om v Svetu za regionalno sodelovanje, kjer je pristopanje Evropski uniji bil eden od glavnih motorjev pogona za naše delovanje. Moje izkušnje pri tem so moje mnenje je, da žal Evropski uniji manjka strategija. O tem je že Peter govoril pred mano, jaz bi tukaj dodala še eno prispodobo, ki smo jo mi uporabljali, in to je, da Evropska unija lovi metuljčke, temu smo tako rekli, ne. To v bistvu opisuje reaktivni pristop regiji. Torej, v enem trenutku se odločimo, da je problem okoljevarstvo in v tem trenutku se odločimo veliko denarja nameniti okoljevarstvu na Zahodnem Balkanu. V naslednjem trenutku, v naslednjih par let je varnost tista, ki je prioritetna in tako naprej, ne. Potem, ko se zgodi nekaj zunaj regije, se naša pozornost obrne k tej regiji. Potem se nekaj zgodi, zdaj nam je zanimiv Sahel in podsaharska Afrika. Ne, zelo nam bega, da tako rečem, fokus na tisto, kaj želimo ustvariti in kaj želimo dejansko narediti. In potem, ko enkrat dobimo fokus, nam tudi manjka strateški pristop stvarem.
Projekti so pomembni v meri, v kateri lahko podpirajo širšo strateško sliko. To je ena past projektov, da so kratkoročni, da lahko dosežejo le omejeno število ljudi. Lahko so zelo koristni, ampak kot sem rekla, morajo spremljati širšo strategijo, ker če ne, samo lebdijo v prostoru, pridejo in jih več ni in na koncu ne vidimo nekih dolgoročnih sprememb. Nekaj bi še povedala o obveznosti regije, kar se tiče obveznosti njih, da izvedejo reforme. Tisto, kar je treba vedeti, je, da trenutno, govorim zdaj zelo odprto in mogoče malo nediplomatsko, trenutno na Zahodnem Balkanu vladajo populisti. Oni nimajo ideologije, tako da se v tem vidu ne bi strinjala nujno s tem, da si Srbija recimo želi večjega sodelovanja z Rusijo, da si želi približati se Rusiji, ampak enostavno se jim v tem trenutku, tistim, ki so na oblasti v Srbiji, bolj splača koketirati z Rusijo, ker je to tisto, kar v tem trenutku podpirajo tudi njihovi volivci. In to je potem en začaran krog, ne? Eni podpirajo druge. To je po eni strani zelo slaba novica, zato ker je populiste zelo težko prepričati, da naredijo nekaj, kar je dobro za državo in za narod, ne pa samo za njihove osebne interese. Moramo se zavedati, da je tukaj tudi zelo veliko finančnih interesov. Ko govorimo o pravosodju, jaz se zdaj spomnim nekoliko imen iz političnega sveta, ki bi prišli v zelo velike težave, če bi pravosodje v njihovih državah delovalo tako, kot mora delovati. Tako da tudi njim, ne, da tako rečem, osebno ni ravno v interesu, da se te stvari izboljšajo. Dobra stran tega pa je, da se s populisti vseeno na nek način da pogajati. V smislu, da če se jih lahko prepriča, če se jim lahko pokaže, da je spremljanje določene politike, določenega delovanja za njih koristno, da bojo kljub temu, da bojo spremenili svojo smer delovanja, da kljub temu bojo lahko obdržali svojo in varnost in moč in tako naprej, a ne? V tem primeru se lahko upamo na boljše sodelovanje. To je, če se odločimo za smer, da delamo z njimi. Seveda pa vedno obstaja tudi opcija, da se poskušajo stvari izboljšati from the ground up, kot rečemo, ne? Tukaj rekli smo, ne, da sem jaz tudi delala z mladimi. Mladi so v bistvu, večkrat razmišljamo o mladih kot o neki homogeni skupini, v kateri obstaja neko upanje za prihodnost in oni so tisti, ki podpirajo evropske vrednosti in tako naprej. Slika je veliko bolj kompleksna od te. Recimo na celotnem Zahodnem Balkanu obstajajo žal radikalne in nasilne desničarske skupine, ultradesničarske skupine, da tako rečem, ne, tiste, ki jih tudi podpira Rusija, da se razumemo. Veliko njih je tudi v skupinah huliganov, torej v nogometnih fanih, tako rekoč, ne, niso zares, imajo druge neke namene, kakor to, da navijajo za svoj najljubši klub. Med njimi boste redko kdaj našli človeka, ki je starejši od 40. Ne, v teh skupinah so večinoma relativno mladi ljudje. Tudi nasilje, ki ga vidimo občasno na ulicah, tudi nasilje, recimo, ki je bilo v Bosni leto pa pol, 2 leti nazaj, točno 9. januar leta 2022, streljanje, ki so ga izvedli, so izvedli mladi ljudje, eden celo mislim, da je bil mladoleten, če se ne motim. Tako da obstaja še vedno velika nevarnost tega, da se mladi radikalizirajo oziroma da so mladi tisti, ki v bistvu nadaljujejo ta začarani krog etnonacionalizma in etnonacionalne politike. Ta politika je pa tisto, kar ustvarja največji problem na Zahodnem Balkanu. In to je tisto, o čem moramo govoriti, če hočemo govoriti o tem, da podpiramo reforme na Zahodnem Balkanu. Če se ne pogovarjamo o tem, potem smo popolnoma zgrešili, kaj je tisti ključni problem. Ekonomija seveda, ampak o ekonomiji redko kdo razmišlja med tem, ko se sprašuje, ali ga sosedje želijo napasti,
ali bojo čez nekoliko dni ostali brez države, ali se pripravlja nov genocid in tako naprej. To so zelo realna vprašanja, ki se jih ljudje sprašujejo. To je tema vsakodnevnega pogovora, žal. In dokler ne najdemo načina in strategije, da odpravimo ali damo nek svoj prispevek k temu, da se odpravi ta način družbenega delovanja in vzdušja, se bojim, da ne bomo tako uspešni, kakor si želimo biti. Kar se tiče Ukrajine in vzhodnega partnerstva, zelo veliko ljudi na Zahodnem Balkanu ne verjame, da bojo kadarkoli pristopili Evropski uniji. Imam tudi točen podatek, samo sekundo, 23% ljudi na Zahodnem Balkanu leta 2022 ni verjelo, da bi se njihova država lahko kadarkoli priključila Evropski uniji. Sicer jih večina še vedno misli, 60% jih še vedno misli, da bi to bila dobra stvar, ampak enostavno upanje je vse bolj in bolj skopo. Tako da, Peter, ko rečeš, da to več ni izgovor, ja, za nas ni. Za tiste ljudi, ki pa poslušajo te politike, ko jim ti politiki istočasno govorijo o tem in grozijo, da so njihova življenja še vedno v nevarnosti, potencialno, žal to še vedno deluje kot izgovor. Mogoče so že izgubili zaupanje v svoje politike, ampak so isto tako izgubili zaupanje v EU. In kako bomo to zaupanje vrnili, je zelo dobro vprašanje. Bi se ustavila, ampak za katerakoli vprašanja sem na voljo. Super, hvala lepa. No, mislim, da smo res odlične iztočnice za začetek podali ogromno enih stvari. Jaz bi samo opozoril kot moderator vse udeležence, da lahko seveda svoje vprašanja ali komentarje, karkoli, če bi želeli, da prenesem do gostov naših, postavijo v klepetalnico in bom jaz tam to prebral, tako da bližno vabljeni. Vidite pa torej, če sem jaz zdaj prav razumel, nekako je bilo, bi rekel, v teh prve pol ure dobro izpostavljeno, torej, širitev Evropske unije, kar nekako pogojuje tudi neko reformo Evropske unije, na Zahodnem Balkanu torej države, ki morajo opraviti svojo nalogo, najprej doma tudi, veliko je bilo debate, rule of law, populisti, ekonomija, pač vse te stvari, torej neke vrste stvari, ki niso povšeči običajno, torej bi rekel politikom. Po drugi strani tudi sama reforma Evropske unije, kot je Peter izpostavljal, torej bodo res vse države zelo naklonjene tej ideji, da ne bodo več imeli svojega komisarja, da ne bodo imeli več tega svojega, bi rekel, vrtička in tako dalje. Po drugi strani pa 6 let je do tja, ko bi pač nekako ta obljuba naj bila izvršena. Nekako, mogoče bi se navezal, spomnim se, mislim, da koliko je to že nazaj, kakih 7-8 let, mogoče na Blejskem forumu, ki je bila ravno tale vloga Evropske unije v regiji izpostavljena. Se spomnim, takrat je ravno postala premijerka srbska, je povedala, da pač tista neka analiza je bila takrat upravljena, češ kaj meni v Srbiji, kdo je največji donator v Srbiji. Večina je nekako ocenila, da je Rusija, potem ZDA, potem EU. Skratka, ravno obratno, kot nekako bilo. Torej, zakaj je Evropska unija je tako percipirana v regiji, bi rekel? Kaj je tisti nek razlog, da ne vem, prej vidijo celo, ne vem, ZDA v Srbiji, kot nekega donatorja? To je meni bilo nekako vedno eno zanimivo vprašanje. Ampak izvoli, Peter, mogoče želiš še ti kaj pokomentirati dodatno. Ne, lahko, edino ne vem, a je gospod Pahor še z nami? Gospod Pahor je bilo tako, da bo on na začetku povedal nekaj teh uvodnih besed, potem pa, koliko je bilo povedano, bo moral nekam naprej skočiti. Ne vem, morda pa tudi še poslušati. Ampak načeloma je bilo, da mora naprej po obveznosti. Ok, sem čisto mislil zaradi tega, ker bi bilo zanimivo njega še enkrat slišati, pa njegove odzive. Eno stvar, ki sem jo hotel povedati, mislim, da ni bila druga ZDA, druga je bila Kitajska, jaz mislim.
Tretji je bil Azerbajdžan, četrta je bila Evropska unija. Tako je bilo, ne? Tako da, kar je, kar si tudi ti sam rekel, dejansko noro, ne? Ker v bistvu Evropska unija da več denarja kot vse tri države pred njo skupaj. Ampak jaz mislim, da problem tega imidža Evropske unije na Balkanu je bil v zadnjih 20 letih uničen oziroma zmanjšan, predvsem zaradi tega, ker se nismo pač držali nekih obljub oziroma ker smo širitveni proces resnično peljali kot nek tehnični proces brez jasnega cilja. In jaz mislim, da o tem, kar je govorila Petra, se pravi erozija zaupanja v zadnjih 20 letih, je kar velika. V bistvu, kar je sicer ironično, ampak manjša, kot bi si človek predstavljal, glede na to, da 20 let je trajala neka politika, ki ni pripeljala do nikamor, ne? In še vedno 60% ljudi upa oziroma verjame, da bi bila pot v Evropsko unijo za njihove države nekaj najboljšega. Tukaj bi jaz omenil mogoče Slovenijo pa naša stališča do širitve v tem trenutku. Jaz mislim, da mi smo država, ki je na vratih Balkana. Mi smo država, kateri je v vitalnem interesu širitev zaradi naših varnostnih, ekonomskih in političnih interesov. Tako da mi kot država v bistvu izbire nimamo. Mi se lahko pogovarjamo, mi lahko dejansko v takih krogih, kot je danes tukaj, razmišljamo o stanju v regiji, o stanju v širitvi, ampak kot država izbire nimamo. Mi moramo delati vse, kar je v naši moči, da do širitve čim prej pride. Ker se pravi, s tem se v bistvu neko območje varnosti, pravne države in pa stabilnosti iz Slovenije pomakne proti jugu, kar je v našem interesu, predvsem in tudi zaradi malignih sil, ki gledajo na Zahodni Balkan kot na mehek trebuh evropskega kontinenta. Tukaj govorimo o Kitajski, govorimo o Rusiji, ne? Ker treba se zavedati, ta nesrečni Balkan, to niso države nekje na periferiji Evrope, ampak dejansko so v srcu, ne? In v tej veliki novi realnosti in geopolitični igri se države, ki nimajo istih interesov kot mi, tega zelo dobro zavedajo in tudi tako delujejo. Tako da prva stvar, mi nimamo izbire. Za nas je ključno, da te države tako ali drugače se približujejo Evropski uniji. Mislim, da je to ena podstat, en temelj, na katerem v bistvu Slovenija mora graditi svojo politiko. Po drugi strani, jaz mislim, da je za nas tudi pa ključno, da v državah Zahodnega Balkana igramo bilateralno, aktivno vlogo, hkrati pa, da tudi igramo vlogo, ki smo jo igrali tudi do zdaj. In to je In to je skrivnost. Očitno je kolega Grka manjkalo povezave in ga je koliko odstranil, ampak nič hudega. Torej, da nadaljujemo zdaj v tej, se bo zagotovo nazaj priključil takoj. Med tem časom smo torej prejeli tudi eno vprašanje strani Anžeta, torej, ali bi bilo pred vstopom držav Zahodnega Balkana potrebno urediti tudi vprašanja meja, vemo, da med prebivalci Srbije, Kosova še vedno potekajo spopadi, trenja. Mislite, da bi tudi ali pa prav zaradi zahtev po uradnem priznanju Kosova strani Srbije Evropska unija odvrnila
Srbije od pristopa v EU, kako bi to vplivalo na pristopna pogajanja. Dobrodošel, Peter, nazaj. Smo predvidevali, da je bilo kaj za internetno povezavo, tako da sem jaz izkoristil ta čas, pa sem prebral vprašanje, ki je prišlo noter v chat, torej glede meja, ali bi to bilo potrebno urediti ali ne. Ampak izvoli, če želiš dokončati tvojo misel. Ja, pa bom obenem tudi v bistvu odgovoril na to vprašanje. Se pravi, podstat je ta, da za nas je pomembno, da te države čim prej pridejo v Evropske unije in tako moramo tudi delovati na bilateralni ravni znotraj Evropske unije in pa z državami regije. Zdaj, kar se tiče z državami regije, jaz mislim, da pri tem je pomembno, da smo iskreni partnerji in da znamo včasih pač povedati tudi tiste resnice, ki bolijo. Ena od teh je, kot sem že omenil prej, da vkolikor ne bo reform na področju izgradnje institucij vladavine prava oziroma pravne države, te države bodo zelo težko šle naprej. Pri tem pa jaz mislim, da je pomembno, da mi ne samo da opozarjamo, ampak aktivno tem državam pomagamo, da te reforme sprejmejo čim prej. In tukaj jaz mislim, da je, glede na to, da poznamo regijo, glede na to, da poznamo jezik, imamo izredno veliko potencijala v regiji, da delujemo v tej smeri. In to smo že v preteklosti dokazali in jaz mislim, da moramo naše aktivnosti še okrepiti. Zdaj, kar se tiče mej, jaz mislim, da dva varnostno-politična vprašanja ali pa vprašanji sta, ki sta še odprti na Balkanu in ki zavirata dejansko regionalno sodelovanje, zavirata pa tudi pot držav v Evropsko unijo. To je dialog med Beogradom in Prištino in pa seveda funkcionalnost Bosne in Hercegovine. Zdaj, glede Bosne in Hercegovine, to bom prepustil Petri, ker o tem več ve oziroma bo več pozabila, kot jaz vem. Glede dialoga pa jaz mislim, da tukaj bo morala Evropska unija skupaj z ZDA odigrati veliko bolj aktivno vlogo in se vključiti na veliko bolj političnem nivoju, vkolikor bo hotela to vprašanje rešiti. Jaz mislim, da rešitev tega vprašanja je odvisna, pa bom zelo iskren, od politične ambicije držav Evropske unije in pa Združenih držav Amerike. Države same tega, državi sami brez neke naše močne vloge definitivno ne boste rešili, ker političnim elitam v obeh državah nekako svoje tudi odgovarja, da se ta zadeva v doglednem času ne reši, ker s tem pridobivata politične točke v svojih državah, o tem pa je že prej govorila Petra. Hvala. Hvala lepa, Peter. Hvala lepa tudi za odgovor na tole vprašanje. Jaz moče bi, če samo predam naprej, predam besedo Petri. Nekajkrat recimo si ti omenil, ne, Slovenija je tukaj, je zraven, je neki igralec. Jaz pa bom vedno mogoče, pa probam biti tu malo provokativen, če želite, ne, vseeno je nekako moje core področje ekonomska diplomacija, ne. Tudi Avstrija je tu, ne, tudi Dunaj je tukaj, ne, ki se vidi kot neki igralec v tej regiji, ne. In če jaz gledam takole gospodarsko, bančno, finančno, ne, bi rekel, se tudi oni tukaj močno pozicionirani, ne. Recimo, če smo čisto tako, velikokrat mi pač so to obdobje, govorimo, kako je Slovenija lahko tisti, ne. In nesporno smo velikokrat dokazali, predvsem tudi z raznimi pobudami, kot je Brdo Brioni, ki je nekako bila pobuda predsednika Pahorja in tako dalje, ne. Moče pa še naprej, ne, torej nekajkrat so bile tudi te reforme v regiji izpostavljene, ampak ne vem, meni se vedno zdi te reforme in pa torej navezava nekega birokratskega procesa, pač samo pristopna pogajanja, veste, ne, se mogoče še tudi nekako spomnimo tistega obdobja pred letom 2004, ne, pa potem tudi s pristopom Bolgarije pa Romunije, ne.
Velikokrat je Evropska unija pač pogledala tisto, bi rekel, odkljukala, aha, ste tole tako, ne, na neki normativni, deklarativni ravni neke stvari delujejo, ne, oziroma zakonodaja, če želite, je, a ne, urejena, je ustrezna, institucije so ustvarjene, kako potem to pa v praksi deluje, ne. In to je tista, se mi zdi, ogromna razlika med tistim nekim deklarativnim, normativnim delom, a ne, v fazi pristopnih pogajanj in pa pol neko realnost, ki se bolj čez leta pokažejo, ne, kako tista država v resnici potem sploh deluje. In tukaj se mi zdi pač še zelo veliko, oziroma kako pa vi to vidite, Petra? Ja, tukaj mi zdaj prvo na misel padeta Bolgarija in Romunija, ki sta imeli in še vedno imata veliko podobnih problemov, kar se tiče, da tisto, kar je na papirju, ni nujno, da se pretoči tudi v dejanja. Tudi na Zahodnem Balkanu se ljudje zavedajo, da je odločitev glede Bolgarije in Romunije bila več kot ne politična in se sprašujejo, zakaj potem se isto taka politična odločitev ne more sprejeti glede Zahodnega Balkana. To je tudi neka kritika, kar se tiče držav vzhodnega partnerstva. Zdaj je trenutno zelo aktivna šala, da mogoče bo pa Zahodni Balkan tudi nekdo vojno napadel, pa bo tudi Zahodni Balkan lahko pristopil v Evropski uniji, ne. Tako da je zelo veliko je skepticizma. Vsekakor ni za pričakovati, da tudi če bi se čez noč spremenili zakoni, da bi se dejansko delovanje družbe spremenilo isto tako čez noč. Jaz lahko povem, da me ne bi presenetilo, da ljudje, če bi se jim zdaj čez noč vse spremenilo, ne bi znali funkcionirati v sistemu, v katerem ne vlada korupcija. Pa ne zato, ker so ljudje koruptivni, daleč od tega, ampak zaradi tega, ker tak sistem obstaja že tako dolgo. Že tako dolgo so ljudje odvisni od osebnih zvez, da pridejo do česarkoli. Torej, en navaden papir dobiti iz javne uprave je nočna mora, ki traja mesec pa pol. Odpreti podjetje, recimo v Bosni, traja najmanj en mesec, če ima človek srečo. Mora priložiti 50 različnih vrst papirjev in ob tem plačati še, ne vem, koliko je točno, mislim, da okoli 4.000 evrov, nekaj takega, samo zato, da bi odprl podjetje. Tako da zelo veliko je, hkrati ne, pa hočem reči, hkrati je pa cel ta proces veliko hitrejši in po možnosti tudi veliko cenejši, če poznaš prave ljudi na pravih pozicijah. In ljudje so se med sabo navadili tako delovati in da vsak ima zdaj svojo, da tako rečem, mrežo ljudi, s katerimi rešujejo vsakodnevne zadeve. Če bi se to čez noč spremenilo in bi naenkrat imeli sistem, kakršen obstaja v recimo centralni Evropi, bi ljudje nekaj časa bili izgubljeni. Zato mislim, da je na splošno nerealno pričakovati in bi bilo od kogarkoli nerealno pričakovati, da reforme takoj momentalno pomenijo tudi spremembo delovanja zadev. Mislim, hočem reči, tudi v Sloveniji se to ni zgodilo čez noč in zato lahko razumemo, ne, da obstajajo tukaj določene omejitve. Hotela bi še eno stvar povedati glede tega, zakaj je Rusija tako uspešna na Zahodnem Balkanu, kar se tiče mehke moči, ne, soft power, zakaj je toliko bolj vidna, kakor je to Evropska unija. Težava s Kosovom oziroma dialog oziroma ne dialog med Beogradom pa Prištino je eden od glavnih razlogov, zakaj je Rusija tako popularna v Srbiji. V Srbiji se na Rusijo gleda kot na edino v bistvu zaveznico, čeprav zgodovinsko in politično gledano to ni res, ne, ampak v tem trenutku v Rusiji vidijo edinega podpornika k njihovim težnjam, da bi ohranili Kosovo znotraj svojih meja. To je eden razlog. Drugi, zelo pomemben razlog, kjer pa mislim, da Evropska unija bi se lahko kaj naučila, ne na tak način, ampak bi lahko to vzela v razmislek, je to, da Rusija, ko se pogovarja pod narekovaji z ljudmi na Zahodnem Balkanu, to dela skozi inštitucije, v katere ljudje verjamejo. Torej to, recimo, govori zelo veliko preko Srbske pravoslavne cerkve. Srbska pravoslavna cerkev je po nekaterih podatkih iz leta 2022 tretja inštitucija, kateri ljudje v Srbiji najbolj zaupajo. Prvi dve sta vojska in policija.
Ko govorimo o vojski in policiji, Rusija prav tako financira in podpira veliko število veteranskih združenj, združenj borcev in tako naprej, ne? Torej neka združenja, ki v družbi kot taki uživajo določen ugled. Ko Rusija spregovori skozi ta društva, ko spregovori skozi cerkev, jo več ljudi posluša. Medtem ko Evropska unija z Zahodnim Balkanom govori relativno tehnokratsko, govori preko nekih vrednot, ki so zaenkrat žal na Zahodnem Balkanu pri večini, seveda ne pri vseh. Jaz vse, kar govorim, trenutno generaliziram, stvar je seveda veliko bolj kompleksna, ampak pri večini, recimo, pravice homoseksualnih partnerjev, družbe na Zahodnem Balkanu žal še niso tam, da bi se o tem na ta način pogovarjali. Žal, mislim, iskreno, meni osebno je žal zaradi tega, ampak je pa dejstvo. In tisto, kar oni vidijo Evropsko unijo, oni povezujejo z parado ponosa. In razumejo posledično Evropsko unijo kot nekoga, ki jim poskuša dokazati, da oni nimajo prav in ki jim poskuša neke svoje vrednote na silo vpeljati v njihove družbe. Absolutno se je treba zavzemati za človekove pravice, to sploh ni vprašanje. Je pa vredno vzeti v razmislek, kje še in na kakšen način bi se lahko pogovarjali z ljudmi na Zahodnem Balkanu, da ne bi od njih dobili momentalno defenziven odgovor. Še posebej pa pravim na področju Srbije, Republike Srpske, srbske manjšine na Kosovem in tako naprej, ki se pa počutijo upravičeno ali ne, to za končni rezultat sploh ni važno, ki se pa počutijo napadeno od strani Zahoda, nerazumljeno, ki se počutijo v bistvu, da so na dveh različnih stranih bojišča. Sam še zelo kratko za vprašanje Kosova. Jaz ne vidim, da bi se v kratkem to lahko rešilo, še posebej zaradi trenutne politične situacije, tako na Srbiji kot tudi na Kosovem. Na Kosovem je trenutno vlada, ki ni pripravljena na določene kompromise, zahtevajo Republiko Kosovo zdaj in takoj, brez kakršnih koli pogajanj vmes, ne, kar otežuje situacijo. Srbija pa, predsednik Srbije se pa tudi nahaja v zelo neugodnem položaju, v smislu, da bi naredil politični samomor, če bi priznal Kosovo ali če bi naredil korak proti priznavanju Kosova. Vemo pa, da političnega samomora si zagotovo ne želi narediti, tako da z obeh strani imamo zelo velike omejitve glede tega, kaj lahko naredimo. Prvi korak bi pa bil definitivno, da Evropska unija in Amerika delujeta koordinirano in odločno. Torej, da ne zvemo, kaj ta druga stran dela naknadno, a ne, ampak da smo dejansko koordinirani in da pošiljamo ista sporočila. Hvala lepa. Zdaj, ravno smo nekako to celotno debato pripeljali v 1 uro, da smo ravno nekako prišli naokrog, če bi jaz svojo kar pozval za neke zaključne misli. Zdaj med tem je prišlo tudi eno vprašanje, vezano rahlo na energetiko, torej Armenija, podpisi pogodb z Armenijo, Srbijo, plinski terminali, podelitev ruskega državljanstva strani bosanskim Srbom in tako dalje, torej tudi gospod Dodik je tukaj omenjen. Tako da bi moče prosil, če se lahko tudi moče v tele zaključne misli malo dotakneta tega vprašanja. Sicer bi pa bil za zaključek, kot rečeno, mi smo neko razpravo o Zahodnem Balkanu recimo opravili takole podobno slabi 2 leti nazaj. Pa bi rekel, če imamo tako razpravo, torej leta 26, ne, recimo spet čez 2 leti, to bo takrat 4 leta do te, bi rekel, obljube, ne, ker smo rekli, tudi gospod Pahor je rekel, nekako je treba imeti takšen cilj, pa take, bi rekel, cilje. Kaj menite, bo čez 2 leti, če bo taka debata, bo kaj drugače, bo kaj šlo v tej smeri, bo kaj boljše, pa seveda moramo biti optimistični, to seveda, ampak mogoče tako vajna realna ocena. Evo, toliko, pa neka zaključna misel v tem smislu. Izvoli, Peter, najprej ti. Ja, hvala. Tako bom rekel. Jaz mislim, da pa navezal se bom na to, kar je Petra prej povedala, ne? In to je dejansko res. Problem
Zahodnega Balkana, oziroma vsaj političnih elit na Zahodnem Balkanu, je, da še vedno igrajo isto igro, kot so jo igrali pred rusko agresijo na Ukrajino. Ne zavedajo se, da se je v Evropski uniji pa ta igra spremenila. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu, če smo bili mi prej zaradi pač nestrateških odločitev oziroma zaradi odločitev, ki jih nismo sprejeli v Evropski uniji, pripravljeni na to igro in smo popuščali in smo včasih mižali na eno oko in smo mižali na dve očesi, zaradi tega, ker v bistvu nismo vedeli, kaj za to regijo narediti. Se je zdaj ta igra spremenila v smislu, da jaz mislim, da Evropska unija se zaveda, kaj je potrebno s to regijo narediti oziroma kam ta regija spada. Imam pa občutek, da določene politične elite v regiji se ne zavedajo, da je te igre konec, vključno recimo z gospodom Dodikom, ki pač igra še vedno eno in isto politiko, in to je politika populizma, pragmatizma, ki ne temelji na nobenih ideoloških predpostavkah. Edina ideološka predpostavka oziroma postavka za njega je, da pač ohrani svojo oblast. Ker če te oblasti ne ohrani, potem gre pač v zapor. Vse to je precej jasno. Ampak jaz mislim, da kaj je novi moment, recimo, če pogledamo debato izpred 2 let in debato, ki jo imamo sedaj, je, da jaz mislim, da bo vse težje oziroma skoraj nemogoče Evropski uniji zamižati na eno oko, kot se bodo take stvari dogajale. Kot recimo je delovanje Dodika, kot v nekaterih primerih je delovanje Srbije. Zakaj? Zaradi tega, ker so se določene države, ki imajo precej drugačno zgodovinsko izkušnjo z Rusijo, v Evropski uniji začele precej detaljno ukvarjati tudi z Balkanom oziroma gledati, kaj države na Zahodnem Balkanu delajo, predvsem kar se tiče odnosa z Rusijo. Tukaj govorimo o Estoniji, govorimo o vseh Baltiji, govorimo o Poljski, Češki in tako naprej. Tako da, ja, jaz mislim, da igra se je spremenila. Kar je potrebno povedati politikom na Balkanu je, da se morajo spremeniti tudi oni. V smislu, da če hočejo iti naprej, in jaz mislim, da zdaj je precej jasno, kaj morajo narediti, potem pač je potrebno začeti delati. Nekatere države se tega zavedajo. Jaz mislim, da Albanija, čisto iskren, Črna Gora in Severna Makedonija, enkrat, ko bo spremenila ustavo, imajo resnično odlične možnosti, kolikor bodo politiki to razumeli, da bodo do leta 2030 pripravljeni. Vse ostale države, tukaj govorimo o Srbiji, Bosni in Hercegovini in Kosovu, pa morajo najprej rešiti politično varnostno vprašanje, če sploh hočejo začeti ta proces usklajevanja. Tako da ja, čez 2 leti, kar jaz pričakujem je, da bomo imeli vsaj 3 države, ki bodo precej bolj zavezane k približevanju Evropske unije, ki bodo odpirale poglavja, ki bodo ta poglavja tudi zapirale. In jaz upam, da v roku 2 let se bo tudi v teh ostalih državah zgodil premik v glavah in bodo ugotovili, da je definitivno boljše, glede na to, kam se svet premika, če so del konsolidirane Evrope, kot pa če ostanejo zunaj. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa tudi za te čisto konkretne napovedi. No, če se čez 2 leti zopet vidimo v enem takem omizju, me prav zanima, ali bo torej 3-3 približno glede držav. In ja, zagotovo se strinjam, pač tudi z naše že geoekonomike je popolnoma jasno, ne, da pač, če v te območje ne bo vstopila, ne vem, Evropska unija, bo pač nekdo drugi, ne, za svoj vplivom in močjo. Tako da, Petra, še vaše zaključne misli, besede. Ja, z veseljem. Jaz sem zdaj govorila vse najslabše in najbolj črnogledo. To ni pravi izraz mojih, tako rečem, občutkov do Zahodnega Balkana. Mislim, da tam živijo čudoviti ljudje.
kar se tudi kaže z tem, kako je Evropska unija sama po sebi zadovoljna, ko dobi delavce iz Zahodnega Balkana, so zelo delovni in podjetni. Žal je taka situacija, da vsako leto po nekaterih predvidevanjih celo regijo Zahodni Balkan zapusti približno 160.000 ljudi in se bojijo, da bo Zahodni Balkan v naslednjih 10 letih izgubil skoraj 1 milijon mladih prebivalcev. Žal jih je vsi ti neki izzivi, ki sem jih jaz navedla, kar se tiče tudi radikalizacije in kar se tiče ponavljanja nekega ciklusa slabe politične kulture, izvira tudi iz tega, da se mladi počutijo zelo zapuščeni, družbeno, politično, tudi strani Evropske unije. To se je k sreči začelo spreminjati, še posebej po berlinskem summitu leta 2021, predtem še Sofija 2018, ko se je dejansko sprejela odločitev, da se krepijo zmožnosti mladih. To bi tudi izpostavila kot dober primer evropske strategije, način, na kateri Evropa, EU pristopa do težav mladih na Zahodnem Balkanu, se mi zdi seveda ni popolno, je pa zelo blizu tistemu, o čem govorim, ko rečem, da Zahodni Balkan od strani EU potrebuje jasno strategijo. Tako da to je neko upanje, ki ostaja. Rada bi tudi rekla, da tako ogromno število ljudi, ki zapušča Zahodni Balkan, se seli večinoma v zelo velikem deležu v Evropsko unijo in temu rečemo, da volijo svojimi nogami, tako da lahko varno predpostavimo, da ljudstvo na Zahodnem Balkanu še vedno misli, da je Evropska unija najboljša alternativa od vseh, ki se ponujajo. Tisto, kar je pomembno, je, da povrnejo dejansko občutek perspektive. Zdaj govorim o volivcih, torej o ljudstvu na Zahodnem Balkanu. Druga stvar, ki bi jo rada povedala, kar se tiče tega, o čem se bomo pogovarjali čez 2 leti. Absolutno Kosovo in Albanija imata največji delež prebivalcev, ki so proevropsko naklonjeni. Bosna in Hercegovina me zelo skrbi. Skrbi me, v katero smer se bo razvijal. Zelo dobre novice so bile na prejšnjih volitvah, kjer je glavno mesto Sarajevo po zelo dolgem času končno dobilo koalicijo, ki ni etnonacionalno pobarvana. Prav tako na federalnem nivoju se tudi vidijo premiki naprej. Sicer je koalicija precej šibka oziroma se spreminja iz dneva v dan podpora tej koaliciji in podpori znotraj koalicije, ampak je to v primerjavi s 5 leti nazaj res ogromen korak naprej. Republika Srpska je trenutno žrtev Milorada Dodika, čeprav tudi tukaj vidimo, Milorad Dodik je nedavno bil tožen in je v postopku sodnega procesa za korupcijo in druga dejanja. Bomo videli, kako se bo to izteklo. Nisem mogoče preveč optimistična, ampak vsak mali korak naprej je dobrodošel. Tudi ni za pričakovati, kot sem rekla, da se bojo čez noč stvari spremenile, je pa nek razlog za upanje. Tako da jaz resnično upam, da v naslednjih 2 letih se bomo lahko pogovarjali tudi med drugim tudi o neki drugi politični garnituri v Bosni in Hercegovini. Srbija se mi zdi, da je zelo odvisna od tega, kako bo Evropska unija znala izpeljati svojo diplomacijo. Mislim, da je zelo veliko možnosti, mislim, da opcije niso zaprte, da stvar ni samo črna in da lahko izvlečemo iz te črnine tudi nekaj belega, ampak zato rabimo res strokovne diplomate, ki razumejo situacijo in ki razumejo, s kom in na kakšen način se morajo pogovarjati. To bi rekla, da je bistveno nasplošno na Zahodnem Balkanu. Severna Makedonija si pa tudi zasluži priložnost. Žal je bila že večkrat blokirana na tej svoji poti proti EU, kar je pustilo grenk priokus v ustih volivcev, kar tudi vidimo s tem, da spet raste podpora v MRODP-ne, ampak
ja, upajmo, da bo javna diplomacija Evropske unije spet uspela nekako vodo obrniti na svoj mlin in povrniti zaupanje. Predvsem, kot sem rekla, se gre za zaupanje, ne pa za to, da nekdo dejansko misli, da obstaja alternativa, ki bi bila bolj zaželjena od evropske. Hvala lepa. Nekako smo zdaj vseeno uspeli s tem zaključne misli malo bolj na neko optimistično noto zaigrati. Tako da jaz bi zdaj, ker smo tudi že 15 minut čez tole našo debato tudi na tej točki zaključil, z temi recimo optimističnimi mislimi na neko ponovno tako debato čez 2 leti. V vsakem primeru, če ne prej, pa bo zopet jeseni, na Blejskem forumu zagotovo ta debata zopet namenijo. Tako da jaz bi se res na tej točki zelo lepo zahvalil kolegici iz CEPA, kolegu Petru iz zunanjega ministrstva in seveda tudi ekipi bivšega predsednika, ki je zorganizirala torej tudi to vključitev bivšega predsednika Pahorja v tole naše omizje, da je podal tiste uvodne misli in besede. In prav tako bi se seveda zahvalil vsem udeležencem, ki ste vztrajali z nami. Verjamem, da ste kaj zanimivega slišali, kaj novega izvedeli. In vas vse skupaj lepo pozdravljam, res še enkrat zahvala vsem skupaj, pa upam, da se morda res čez 2 leti zopet vidimo na nekem takem omizju z enimi pozitivnimi ugotovitvami o tem, kar sta vidva tudi danes povedala. Tako da še enkrat hvala lepa in lep pozdrav.